danes resen dan, vse najboljše. Lep pozdrav, evo še takole pozdravček in dobrodošli v nov teden. Zdaj sem prišla domov, vmes, ko sem bila s Saško, sem skočila še Millerja in sem vzela tele vlažilne robčke za dom, ne za roke, ampak za čiščenje, tako, kako se temu uradno reče. Za dezinfekcijo in čiščenje doma, tako. Potem vate, tele manr, pač Saška je začela, da se je ti dobro in pa sem ok, zdaj pa moram vzeti, ker se mi jejo. Telo so sicer s polnozrnato moko in manj sladkorja, tako da full dober. Bom enkrat odprla na vlogu. Prišel je še en request za pozdrav, sem pozvala pozdrav to prejšnjemu tednu, tako da bom zdaj, evo, pozdravljam Pijo in Gajo. Lep pozdravček. Današnji citat prijem pozabo. Ja, v Millerju sem še pozvala kupiti kapsule. Ok, današnji citat. Delaj karkoli, ampak naj ti bo to veselje. Walt Whitman? Kakorkoli. Naredila sem si še tele kruhove šnite, ker pač nekaj najboljšega. Dobro jutro, ker imam lih še cajt, da preberem današnji citat. Današnji nasvet. Prhanje končaj s curkom mrzle vode, da se zbudiš in sprostiš endorfine za dobro počutje. No, se strinjam, sem to nekaj časa delala, ampak je težko, to se moraš res navaditi, tako da jaz ne dajem tega nasveta. Probi, če želiš. Probi, če želiš, če ne pa tudi ok. No, zdaj pa jaz v službo, se vidimo. Lep pozdrav! Da sem prišla službe, pa šla sem še v špara, sem posnela tudi video. Ena oseba ima neko potrebo, da zdaj že dvakrat komentirala sobo, oziroma kjer midva živiva, le nikogar se ne tiče, kje midva živiva, kako živiva, samo mene, mojega dragega se to tiče. Tako da jaz ne vem, zakaj ima nekdo potrebo po tem, da mi pametuje. Lej, živi svoje življenje, ok, jaz pa bom živela svoje življenje. Mislim, če je meni cool, kaj to tebe moti, mislim, jaz tega res ne razumem. Raj preber neko dobro knjigo, pa bo bolj zate. Res, da jaz veliko stvari delim, ampak tudi ne delim vsega, a ne, in tudi ne veš, kaj se vse kaj dogaja v mojem življenju, v najinem življenju, tako da prosim, ne pametuj. Se drugače ne bo domislil, da pa sej tista oseba, ki je, žive kakorkoli. Ful vsi mislijo danes, da lahko komentirajo vse poprek hejt. Ne moreš, ok, ker pač to se ne dela in ni cool. Ok, druga ste itak čudovita skupnost, jaz sem toliko rada, res jaz sem zaradi vas delam te videe, ker ste mi pač res to cool, pa ka mi tako lepo komentirate super vlog, ker ste Saški čestitali rojsten dan, tako res toliko ste the best, ampak pol more biti ena osebica, ki hejt komentira, ki ti vse pokvar, tako res, ampak ne, sej. Zmer prebolim in bom tudi to. Ker zdaj tak, mislim, se poskušam ne sekirati, kaj si nek neznanec misli o meni, ki me sploh ne pozna, a veš, in pač ja. Zdaj bom malo gledala YouTube,
V bistvu ful, 15 do 5 je, danes sem šla takoj po službi domov, ker sem ne bom zapravljala več po kafičih, restauracijah, še manj. Dobro, špali, tako sem šla po fasengo, ne, zdaj pijem kavo. Zdaj imamo samo brezkofeinske kapsule. In grem jaz v Špara našega, nimajo teh kapsul. In sem napravno, imajo od Ili, ampak je ful so drage, pač ne bom dala to, ker pol isto lahko kupam od Nespressa, pravi kupam pol od Nespressa original, če že. Nimajo oni od Barcafeja, pač te v kapsulah imajo sem leto, kar mi nič ne nuca. Tako da zdaj pijem brezkofeinsko, tako se ni panike, ne, ker to pač ura mi, to sploh ni problem. Jutro moram tako ful zgodaj vstati, ob 5:30 predvidevam, ampak dobro se ful mentalno pripravljala. Jaz ful namaram zgodaj zjutraj vstajati. Napiš mi komentar, a si tako res jutranja oseba, ful zgodnja ali bolj popoldan, mislim, ali kasneje, ne. Jaz res namaram zjutraj vstajati, tako pač, ko delam zjutraj vstajam ob 7, a ne, če sem pa recimo popoldne po 7:30, ampak tako 5, 6, jaz se občudujem ljudi, ki tako zgodaj vstajajo. Tudi jaz sem neko obdobje tako vstajala, ker sem imela recimo službo, ko sem začela ob 6, ampak to ni bilo vsak dan, bilo je na vsake 3 tedne sem prišla tako na vrsto in se takrat je šlo, seveda sem ful hodila zgodaj spat, ampak vseeno jaz toliko sovražim to jutranje vstajanje. Rada vstanem zjutraj, zgodaj, ne vem, 7 po 7 recimo, ker pač je tudi ful lepo, ampak to 5, pol 5, pol 6, to mi je pa tako kruto in jaz se moram tako prav mentalno zmer pripraviti. Ja. Takrat, ko sem hodila na prvi bus ob 6, to je bilo že toliko folkov zunaj in se napravno, a res, toliko folka gre toliko pač v službo zgodaj, tako občudovanja vredno. Jaz tega ne morem. Tako ko pravi, veš ta 5 AM club, to je meni tak BS. Jaz pač ne verjamem v to, lej, eni smo narejeni za to, da malo kasneje vstajamo, eni so narejeni za to, da jim ni problem zgodaj vstati, jaz pač nisem za to. In dajmo sprejeti se, kakršni smo, ok, zdaj že čist preveč nakladam. Jaz večer, ko spim, pač si moram dati masko čez, ker me pač moč svetloba. In tole se je zdaj ful razširal in me seveda mot, in da ne kupujem druge, bom jaz to probala nekako tako, ja, tle strani se je zašit, v smislu, da skrajšam, tako da upam na rada. Tle imam šivankico. Najprej sem razmišljala, da bi tlele, ampak zdaj pa vidim, se nam je motel. Tle se je res raztegnil, ne. Ok. Jaz sem najdla enega tipa na TikToku, ki govori o tem, kako špara denar, tako model sicer gre res v ekstreme, ampak tako, tok mi je v navdih, da sem ponovno prav takoj pomislim, kaj bi on rekel in on ne bi kupil nove maske, ampak bi takole zašil, ker sem najprej hodila novo kupiti, sem, sploh ne vem, kje jo dobim, vem, da si sejil, pak sem sej, ne da se mi narudnik, no, ni mi lih blizu z busom, in pa sem bila ja, Brandon bi zašil, on ne bi kupil nove. Tako, tok je smešen, oh my god, res. V bistvu se bom napisala njegov username na TikToku, zdaj, če bo TikTok prepovedan v Ameriki, bom tu napisala njegov YouTube, no, lahko tam gledaš kot carje, pač res. Ja, jaz mislim, da bo tole držal, bom naredila še par šivov, tako za vsak slučaj. Glas imam pa tak, da sem prehlajena, pa sploh nisem, prav na živce mi gre to. A ja, pa da ne omenim, koliko je to trajnostno, ne? Hudo.
Jaz mislim, da bi to moral funkcionirati. Bom s paracajkom zaključila. Yes, to bo to. The best! Evo. Pa smo ekološki in pršparamo denar in to je to. Malo sem še povadila, a ne? Ker je že dolgo nisem šivanke porabljala. The best. Malo prej sem ugotovila, da... Ko sem bila v Šparu, sem kupila listnato testo. In pa se jaz spomnim, čakaj, jaz listnatega testa sploh nisem prinesla domov. Imam ga na računu, ampak domov ga pa nisem prinesla. In mi ni jasen, kaj se je zgodilo. Fora pa tem, ko sem jaz na blagajni, jaz sem eno ful veliko škatlo, ki je bila tam zlagala hiter in pa sem šla tja, ki lahko odloži stvari in se zlagala stvari v svojo torbo, pa pol v to eno tam manjšo škatlo, ki sem vzela. Ampak v uni škatli bi čutila, če bi bilo kaj, razen če sem pustila pač tam na polici, pa nisem videla, ampak ne se zdi, da sem se obrnila, ker itak se zmeraj obrnem. Ne, mislim, bil je tudi en moški tam, ampak ne moram nikogar okriviti, tako sploh mi ni jasen, pa se nočem pokvarjati sebe razmišljati, ampak tako ni mi jasen. Zdaj si bom še testenine naredila, ker sem še malo lačna. Pa tole mozzarelo si bom dala, pa danes sem tudi kupila prleški sir od Pomurskih mlekarn, tako da me prav zanima, kakšen je, se veseli, da ga probam. Pa bom dala malo olivca, ne bom imela tako testenine. To listnato testo pa moram preboleti, pa moram iti jutri ga spet kupati. Pa kapsule. Mešamo makarončke. Makarončki. Zdaj bom dodala gor mozzarelo. Probam še tale prleški sir. Dober. In olivc. In to je to. To je tako dober. Mogoče bo zdaj komu čuden, ampak to sem že jedla in je ful dober. Gledam Frence. The best. Ful dober. Dobro jutro, ura je malo 5:07. Jaz sem evo zbujena, kakor sem. Postojnčani, kakvi lahko, koga piha. Koga piha, samo ne moram verjeti. Evo, bajdan, kaj lepo, ura je nekaj čez 8, prav uno. Wow, feeling imam, da je že 11, v bistvu pa 8. Te to, kaj zgodaj staneš. Na hitro sem skočila še v Špara. Kumare. Igo, tole je jogurt, skuten zavitek, listnato testo, ki sem ga morala spet kupiti. To od včeraj mi še kar ni jasen in mi po moje sploh nikoli ne bo. Tle imamo še slanino, kuhano. A to slanina kuhana? Ja. Kaj je to? Pršut lokalski. Aha. Tle imamo še aržen kruh, banane. Lep pozdrav! Bom najprej tole prebrala, da ne pozabim. Ponavljati afirmacije. Vredna sem vlaganja vase. Močna sem, vzdržljiva in pametna. Skrb zase je na vrhu mojih prioritet. Hudo, ful dober. Ok, šla sem končno v Millarja pred službo, vzela sem tile robčke. Res tile robčke so tako koristne stvari, zdaj to rada porabljam. Vzamem pa zmer te, ki piše Darling, ki je skozi svojo drago tako kličem,
Pa ta lerita čist prelepa, ne, tako da. Pa seveda končno sem vzela kapsule. Jej. Jo, zdaj sem na YouTubeu našla minimalistično, pač recimo, ne vem, 5 stvari, ki jih v letu 25 ne bom kupovala. In jaz sem že svoj seznam napisala, ampak preden ga delim s tabo, bi sem še rada šla še enkrat vse čez in ga bom napisala na nek list, pa še telefonskega si bom napisala ta seznam, da ga imam zmeraj pri roki, ker se mi zdi ful dobra ideja. In seveda pol je YouTube itak loophole, ko začneš nekaj gledati te videe. Milijon drugih videov najdeš na to temo, ker ti tak pol YouTube daje ven, kaj je the best. Tako da ja, no, bom še premislila, pa po moje, da bom pol jutri to podelila, no, tako da, ker se mi zdi. Bradley bi bil vrhunsko ponosen na to. Oh my god, tako da ja, no, čisto sem pač inspirirana, ker itak imamo ful preveč stvari, tudi oblačil, tudi če jih imaš ful, vse tu ne moreš vsega nositi. Jaz pa na koncu dejansko nosim skozi eno isto, ker mi pač skozi sede mi, ne vem, oblačilo. A veš, in ne moreš ti mislim, ne vem, mi vsi smo omejeni s prostorom, se sploh nima veze, koliko veliko bajto imaš, ali pa koliko mehen. Prednost tega mehenega placa je lih to, da ne morem kupovati toliko, kakor bi si mogoče želela, in v bistvu s tem ful šparaš, pa še ful narediš bolj za okolje, tako da nam ja bom jutri ne vem, če imela čas, ja no, pač en dan se potrudim res ta teden, ja. A slišiš, ko ga piha? Ko sem zalivana. Ura je ima pred 7 po moje. Dober dan, zdaj sem nazaj doma, skuhala sem si kavico. Kaj z mojim glasom? In kaj nam danes citat pove? Nikoli ne verjemi ljudem, ki ti govorijo, da si ne zaslužiš tistega, kar si želiš. Taylor Swift, evo. Taylor Swift fani, to je za vas. Zdaj bom še brala. Bom pol govorila o tej knjigi, ko preberem do konca. Pa moram narediti seznam, česar ne bom kupovala v letu 25. Se pravi, to je ta no buy list 25, tako da, ko mi čakam. Od zanj so mi še ostali makaroni, imela sem jih v hladilniku, zdaj sem samo zavrela vodo in le koliko so lepi. In zdaj bom dala na pekač, naribala bom sirček, zapekla in to je to. Tako da nič ne bomo metali stran. To je v bistvu ono, ko imaš že praktično pripravljeno obrok, sam nekaj malega še narediš. Ful, hiter, easy, simple. Hiter, easy, simple. Tale prleški sir je res dober. V pečico, tako da se sir stopi in pol papcamo. Sem vzela prej iz pečice, ker sem to glačena. Sirček se je stopil. Malo sem še olivca gor dodala. Perfekcija. Za službo si bom pa pripravila toastke. Dala bom sir noter, pa pršutek. A ne? Da šparamo. Naredila sem mu seznam, kaj pač prepoved kupovanja za 25, oziroma to ni prepoved, jaz ne maram se neke prepovedi delati, ampak tisto, kar jaz ne želim kupovati, za kar ne želim zapravljati denarja in ker se mi pač ne zdi smiselno in sem sestavila seznam. Za ene sem tako ful navdušena in vesela, tako nestrpna v pričakovanju. Za druge sem malček zaskrbljena, kako bo šlo. In v bistvu pol, kako se temu reče, pol na koncu, narediš kot neko evalvacijo, pač oceniš sebe, kako ti je šel ta izziv, se oceniš od 1 do 10. Tako da ja. Zdaj se mi pa malo spi,
tako da moram malo nehati. Dajmo še probati le manar polnozrnate z manj sladkorja. Drugač manar, jaz nisem toliko neka fenica napolitank, ampak manar, to pa ja. Tako malo drugačen okus je. Je to možen? A sem jaz pozabila, kakšen okus ima manar? Kaj mi niti ni toliko všeč? Zanimiv. Ne vem, sej bom še kasneje probala, ne moram več. Pa, ko včasih, ko nekaj probam, pa mi recimo ni všeč in pa probam kasneje, ne vem, ali par ur kasneje, ali en dan kasneje in mi je pol ful dober. V glavnem za zdaj mi niso toliko dobri. 12% lešnikov v kremi. Glukozni sirup, ja, kako je lahko manj cukra, no dejne serte. Že tam pa ful cukre. Koliko imaš še original? Zdaj sem posnela ta kratek video, short, za te, se pravi, no buy list 2025, sem tudi napisala, takole. Se pravi, stvari, ki jih ne bom kupila v letu 2025. Se pravi, sveče. Jaz imam zdaj tlele tele dve ta veliki, to sem dobila od Miklavža v službi, tole sem takrat kupila decembra od slovenskega podjetja, kar res ful diši, ampak jaz to ne morem imeti ful časa pržgan, tudi če je to najbolj natur, ne morem, meni to začne preveč, mi gre v nos in mi ni cool, pa glava me začne, mislim, ne zmer bolet, ne, če niso natur stvari, ja, ampak tudi tako, preveč mi gre v nos in enostavno ne morem, pa tele so mi pač čist premočne. Koliko imam? 2, 4, 6, 7. Giveaway. Tako da ja, sveč definitivno ne mislim kupati. Naslednja stvar, parfumi. Tle imam 2 parfuma, ki sta več kot dovolj. Tale je ful premočen, to mi je kupila Mud in se ne špricam z njim, špricam recimo po prostoru. Ko greš pač na WC, ali pa če pač ko je za noč zrak, kakorkoli, seveda da zluftaš, ampak tudi tole je pač cool, mislim, da ga se porabim, ker je ful močen. Tako, ful močen. Jaz sem rada res ko nežne stvari. Tale pa ta slovensko podjetje Yumi je tudi ful dober, nežen, ampak je tudi močen. Res njega 2krat našpricam, imam dovolj. Ker najhuje uno, sediš na busu in se vohaš in te gre v nos in je Tako da ja, jaz sem res ful občutljiva. Jaz sem vse tole občutljiva. Nos, ušesa, ušesa, oči, tako da ja, pa tudi grl. Otorino, vse občutljivo. Tretja stvar je, ne bom nič kupovala iz Sheina in Temuja, to sicer tudi nikoli nisem, ampak ne bom podlegla, ker to so ful neetična podjetja, res ne plačajo svojih zaposlenih, tako kot se zagre, izkoriščajo jih, ful so netrajnostna, ful so škodljiva okolju, tudi nekvalitetna, ne ti za pocen denar ne moreš narediti neko kvalitetno stvar, tako da pač jaz sem ne mislim ničesar kupiti. Četrta stvar, torbic, oh my god, torbice. Torbice so sicer moja šibka točka, poleg nakita, ampak nakita nisem dala na seznam. Jaz se težko uprejem torbice, ampak po drugi strani jih imam itak tok, da pač ne smem. No, sem pa itak skozi pol eno in isto, ne, tako da no. Naslednja stvar, šminke za usnice. Tele sem jih naštela, 9 jih imam, stari moj, 9. 2, 4, 6, 8, 9. Halo, skoro me je vršlo. Bolano. Ne, to ni normalno, tudi ko vidiš te hole, ko imajo ženske, ne vem, 20 šmink za usnice, da to ni normalno. 1, 2 do 3 max se mi zdi ok, sprejemljivo, tole pa ne. Pa jaz sem jih v bistvu še kar nekaj dala stran, sem jih imela že predolg in je pač potekel rok, ne, tako da veš, tudi to ne moraš pač, jaz se tudi pozabim našminkati, jaz se res zlebelo največ, ne, in pa se tudi to pozabim in to stoji, nima smisla. Naslednja stvar, laki za nohte, zaradi moje službe si jaz pač ne lakiram nohtov in potem sem, ko sem na dopustu si jih, če sem recimo 2 dneva, 3 doma, tudi pozabim vmes, a ne, še tudi takrat, ko sem na dopustu, par dni pozabim, tako da ja,
Tole bo več kot dovolj. In sem prepričana, da do konca leta 25 ne bom tega porabila. Tako da bomo videli, no, me prav zanima. Je pa res, da edino, kar uporabljam polet, da si namažem nohte na nogah z rdečim lakom, kot to mi pa pač ful lepo zgleda, ker noceš pa sandalčke, japanke, ne to. Drugač pa ja, to. In, zadnja stvar so oblačila. Ja, oblačil imamo po moje čisto preveč, tako da jaz sem rekla, oblačil ne kupujem, čeprav bi da itak je kupila, nekaj ti pade v uč, ampak ne dovolim tega. Izjema so kakšne izmenjevalnice recimo, ki je tudi bolj trajnostno, se pravi izmenjevalnice, če najdem kakšen poseben kos. Tako da bi mi res wow, se pravi mora biti ta wow efekt, če ni, no. Pa izjema biva recimo, če bi se pač zredila, kar bi bilo pa čisto normalno, da pač mora zamenjati, ne. Tako da ja, to je to. Zdaj pa ima še nek drug seznam, ki je semi-no buy, se pravi nekako na pol, da ne kupuješ, oziroma da zmanjšaš nakupovanje, recimo jaz bi lahko dala knjige, definitivno. Mislim, ne da lahko bi, ampak definitivno ne mislim kupati to knjig, ker jih imam zdaj ful. Mislim, ljudje božji, jaz imam 2 ogromni škatli tam za prebrati, mislim ogromni, pretiravam, 2 srednji škatli bom rekla, pa tle imam še eno mejhno, pa še tle imam na poličkah. Jesus Christ. Tako da res ne. Pa itak imam knjižnico, a ne, tako da si bom iz knjižnice sposojala. Kupila bom res tako, če si bom res želela od avtorja ali pa avtorice imeti v svoji kolekciji, tako recimo, ko sem zdaj kupila od Vesne Milek, ko jo pač obožujem, pa od Irene Cerar, ko sem na njeni predstavitvi to. Takač pa res ne. Ker enostavno, kako se nekaj, kakorkoli velik plac imaš, stvari te začnejo dušiti. Verjem mi, ful je lažje, to je pač ta mentalna stvar, ful je lažje dihati, ko imaš ti stvari, pa pol je tudi to lažje čistiti, a ne. Sam lepo posesaš, ne rabiš milijon stvari odmikati, ampak sam, če imaš malo stvari, sam malo umakneš, pobrišeš in je milijonkrat ful lažje, no. Tako, ful je lažje. Ok, zdaj bom pa pospravila nazaj tele šminkice, 2 šminkici imam v torbici, teli 2. Tale od Essensa mi je ful všeč, sicer je zelo, zelo nežna, tudi hitro gre dol. Mislim, se gre vse, jaz spet tako pijem, pa valjda gre dol. Pa ta od Kika, ne, ker sem tudi takrat posnela video. O moj bog. Ful sem vesela, da mi je YouTube predlagal ta video. Ta YouTube for you page je pri meni ful dober. Čeprav mobilen YouTube mi je boljši na telefonu, kakor na desktopu, ampak dobro, ok. In ja, mi je predlagal pač ta no-buy list for 25 od ene Američanke. Ja, v bistvu sem jo hotela, ki pa imam, bom napisala, pač ženska stara 50 let, taka ful simpatična, ful huda beba in to me je inspirirala, da sem je takoj tudi začela pisati in ne vem, tako prav neko veselje mi je to dalo, ne vem, nek zagon. A ja, pol ena druga omenila, da moraš tudi imeti ta svoj zakaj, a ne, tako kao vse življenju, ker ko pride daj kakšna situacija, ko se težko upreš na kupu, vsi vemo, kako je, pa te, ta nepremišljen nakup, no, kakorkoli, in je pa rekla, da moraš imeti svoj zakaj. Moj zakaj je to, prešparati denar, ker sem se pač lotila enega velikega projekta in rada čim več denarja. Potem tudi, da sem seveda bolj trajnostna, ker to je ful boljš za zemljo, da pač ne kupujemo, pa tudi mehen plac imam, kar je tle v tem primeru prednost, da res ne kupuješ toliko. Pa tudi, če bi imela velik plac, nočem imeti stvari, ker meni res dušijo stvari. Tako da ja, pa to ne rabim. Jaz ne rabim 10 lakov za nohte, že tele 46 preveč. Koliko se nekaj ne rabim, 9 šmink, 2 do 3, več kot dovolj. Parfum se imaš lahko samo enega in ga pač uporabljaš, dokler ga ne ponucaš. Tako kot vsako stvar. A ne, tudi za vsako stvar sem rekla, zdaj imam recimo ful teh label, ker pač, ne. In sem rekla, ne bom me dala na seznam prepovedi, ker pač labelo res rabiš, ampak najprej bom vse te porabila, ki jih imam, potem bom šele kupa novo. A ne, tako kot recimo, ne vem, jaz tele kapsule, pasta za zobe, šamponi raznorazni, kupam, ko pa zmanjka, a ne. Ne delam pa nekih zelo, ker pač ne maram tega. Tako da, evo, to. Napiš mi komentar, če se boš tudi ti lotila tega
no buy, se pravi stvari, ki jih ne bomo kupovali leta 2025. Drugače je bilo ful dobro, da se tega skupaj lotimo, da bomo nekako, da nam bo lažje. In če ima najdu kakšno krizo, lahko napišejo komentar. In pa na koncu leta evalviramo, kako nam je šlo. Jaz mislim, da bo me šlo ful dobro, vsaj za prve stvari, za oblačila, se bom pa potrudila. Tu za ostale stvari se bom pač morala brzdati. Nakita nisem hodila ta seznam, ker pač to ne pride pošteno. Tako da eno, to evo, zdaj pa počas se bom oblekla, pa to pa grem delati popoldne. Oj, evo, zdaj pa lahko govorim o tej knjigi, se pravi, Jones bo Podgani otok in druge zgodbe. Meni ni bila všeč ta knjiga. V bistvu to je par zgodb, kratkih zgodb, sicer jaz sem šele par tretji to skapirala. Jo, koliko je tle zgodb zdaj? Ene 5 po moje, 5 ali 6, no, zdaj ne vem točno, ker tudi ni kazala. Zakaj mi ni bilo všeč? Ful je tako, prva zgodba je bila Amerika po neki pandemiji, kjer je razpad sistema, zakoni ne veljajo, ljudje so trčeni, če lahko rečem. In meni to takoj povzroča tesnobo. Jaz tudi take filme ful težko gledam, ker se normalno, ful se uživiš in se ustrašiš za prihodnost. Jaz recimo včasih, ko sem mlajša, me je bilo ful tako strah, kakšna bo ki prihodnost pa tako. In očitno ta tesnoba še tako meni in res ful mi je bilo težko to brati. Polomest ena zgodba mi je bila ful zanimiva, res je bilo tako zanimiv in sem ful tako z veseljem brala. Pa mi spet ni bilo všeč, ker je bilo spet ful domišljijsko, fantazijsko. To je sicer tako načeloma ne maram, razen Harry Potter, gospodar prstanov. Tako da ja, pa ful je tako nasilno, ker, ne vem, umoril nekoga, ker tako ustrelil sem in tako kar, hladno krvno. My God. Tako da ja, ful, nisem nadušena, dala bom 2 zvezdici. To je sicer njegova najnovejša knjiga, ker pač vem, koliko je popularen, mu bom dala seveda še priložnost in tudi ena sledilka napisala, da pač me čaka poslastica, tako da ja, 24. Z veseljem bom še kakšno njegovo knjigo prebrala. Tako da se bom pač pol enkrat sposodila v knjižnici, z veseljem mu še dam kakšno priložnost, ker verjamem, da kakšna druga knjiga njegova mi bo sigurno všeč, no. Ampak tale pač ne. To sem še hodila podeliti. Današnji citat smo že brala, ne? Ja. Matka je bila v Kiku in je vzela nek pocen nakit. Teli prstani so hudi. Če mi nekdo kaj da, ne bom rekla ne, mislim na kitu jaz itak nikoli ne bom rekla ne. Teli prstani izgledajo ful dobro. En ima še napisan love, en ima srčke. Hounda ima ful take podobne zanimiv. Itak kopirajo in drugega. No, zdaj bom pa jedla in gledala YouTube. Ja. Zdaj, ko sem prebrala uno knjigo, oziroma, tole imam še za prebrati. To je kar neki. J.Lo on Life, Love and Show Business. To je pač nek model iz ful nekih J.Lo, Jennifer Lopez intervjujev, spravil v neko tako knjigo. Knjiga, ki nima strani, mislim, kako lahko obstaja knjiga, ki nima označenih strani, jaz tega ne razumem. Tako bruno, lahko model. Ful taka knjigica in ja, tako da ti pokažem, pač nima strani, tako nikjer. Kako? Zdaj, ko sem že čez polovico, se nekako počas prebijam. Te špeli smo moteči. In nekako gre, ampak ko berem to doma, ne gre. Zdaj, ko sem brala na busu, je šlo, se pravi, smo tudi na busu brati. In zdaj je največji res užitek, ko iz moje knjižnice gremo zbrati novo knjigo, ko jo bomo brali. V bistvu, mislim, da bi od Koširja grem iskat. Tole, ko sem tudi Saški kupila za rojsten dan, sem nama kupila obema. Nemo skupaj podpreti. In sicer Tin Košir Popovič, rojstnodnevni e-mail. On je v bistvu, kako res vem, vsak teden je pisal poezijo na mail, če se namotava, ne.
sta se dopisvala. Se pravi, Tin je njen vnuk. Vnuk od Mance Košir. Od pokojne Mance Košir. Tako da v bistvu bom kar to začela brati. Ful zgleda dober, ful zgleda zanimiv, zgleda lepo, tudi kakšne sličice so, ilustracije. Pokazala, če se kaj vidi. Tako. Bom kar to, ker se mi zdi to taka zelo kratka. V bistvu tole bom jaz kar zjutraj začela brati. Tle tudi ni strani. What? Oh my god, okej. Tukaj pa zdaj jaz kot knjižni mol, vsem knjižni mol, kaj čudno zveni, vsem, se pravi, avtorjem in založbam, prosim, označujte strani. Meni to ful pomeni, ker jaz vsako stranko premaknem, pogledam stran, če sem pravilno obrnila, da nisem spustila, kadaj se zgodi, da pač primaš 2 strani skup. Tako da prosim vas, dajte označevati strani, ker to res rabimo in verjamem, da nisem edina. In pa predvsem te mod, ker pa tudi ne veš, koliko strani ima knjiga. Pač mene osebno to ful mod. Tako da, samo tok. Oblikovanje Raw Lab. Ok, zdaj mi je pa znano. Zdaj mi je pa jasno, zakaj je to lepo. To bom jutri zjutraj brala in po moje bom prebrala vse, oziroma se bom potrudila. Pa lahko naprej. Oh my god, to je tako res nekaj najboljšega. Vesno Milek ali pa Rino Cerar. Bom videla jutri, koliko davč pridem. Lepo zdravček, oko me zebe. Da preberem današnji citat. Današnji nasvet. Ti tvoja spalnica omogoča sproščujoč spanec. Najbolj se spi v mirnih, hladnih sobah. Mislim, se to je res, no. Če je ful prevroče, itak ne moreš zaspati, ne. Skratka, tole sem te kvote od J.Lo sem prebrala. In moram reči, da so nekateri kvoti zelo zanimivi. To je pač iz raznoraznih intervjujev. Sem pa opazila, da je bila na začetku kariere, se pravi še tam leta 97, 98, bistveno bolj iskrena, kakor pa pol kasneje, a ne. Pol je bila pa že diplomatska. Mislim, sej me ne čudi, to tako je, nažalost. Vsi se pač cenzuriramo, tudi jaz se dostikrat cenzuriram, ker pač vsi si želijo neko resnico, pa ko resnico poveš, so pa žaljeni, a ne, pa resnice ne prenesejo, tako da. No, in tudi tole sem prebrala od Tina Koširja Popoviča, rojstnodnevni e-mail, ker sta se z Manco, z njegovo babico Manco dopisala. Tako, mislim, ful lepo, no, tako pač pisal, on je napisal njej pesem, ona je pa njemu odgovorila na mail, a ne. Mislim, to sta se preko maila dopisala, ona je pa pač njemu odgovorila s tekstom, ne s poezijo, ne, tako da je bilo zanimiv. Edino, kar mi je bilo tako čudno, da mu je zmeraj napisala tvoja M, ne babica. Pač ne vem, to je pač čisto moje mnenje, tako. Tako da no, je lepa, zelo hitro se prebere, tako da ful mi je všeč tale cover, naslovnica. Tako da nič, zdaj čakam dragega, da kaj jeva, da naredim jajčka. Tole sem še prej mal spet probala in mi je ful dober, tako da ne vem, to očitno. Se pravim, daj kakšno stvar probam in mi je ful zanač, pole recimo kasneje probam, pa mi je ful dobra, tako da ne vem, tako da dober mi je. Tako da bom raje to kupala, ki je polnozrnata, kakor pa pač navadno. Sem se oblekla, ker imam zelo. No, v bistvu nisem pričakovala, da bom že toliko kmalu lahko zbirala novo knjigo. Sem mislila, da bom jutri. Zdaj nisem ziha, če bom Kleopatro od Vesne Milek. Lepo zdrav. Zdaj sem doma. Danes in jutri počivam, ker sem pač imela nekaj in moram počivati. Vse je v redu, nič ne bo skrbeti. Sam pač, V glavnem, zdaj sem popekla toast, zdaj si devam tale mandljev namaz, ki ga obožujem. Kaj je malo trd,
A ja, probala bi še s pistacijo. Točno. Ena druga žlica. Ja, in potem bom dala še javorjev sirup. V bistvu sem ponovadi skozi, imela sem tegale agavinga, tako da me ful zanima, kako bo z javorjevim. In pa banano. Zdaj gledam YouTube, pa bom pa še malo kakšne filme, serije. Tako, počitek skratka. Kaj če ful lepo sonček. Upam, da imaš lepo soboto, lep vikend. Zdaj, če obožujem javorjev sirup, no daj, to na palačinke, nekaj najboljšega. Ok. In pa še banane. Takole, jaz mislim, da to izgleda top. Jam. Dajmo tole s pistacijo probati. Ja, čuti se ta slanost, ki je meni tako, to je pa z madljevim. Ja, tam je malenkost bolj. Preden pozabim, da ti preberem današnji citat. Včasih je radost vir tvojega nasmeha, včasih pa lahko nasmeh vir tvoje radosti. A sploh ne bom poskušala zgovoriti avtorja. On je vietnamski menih, aktivist, avtor, piše poezijo, no tako da ful zanimivo ga bom še poiskala. V bistvu imam telefon nekih novih avtorjev, ko moram pol pogledati na Gobis, če ima moja knjižnica. Zdaj sem drugič prebrala tole poezijo od Žana Papiča, Steklena glava. Prvič, ko sem jo brala, mi je bila ful všeč. Zdaj, ko sem jo brala, mi je bila mal bedna, dolgočasna, ne vem, to zame ni poezija, ker jaz tudi sama pišem poezijo in recimo, da sem lahko kritična. Recimo. In brala sem jo točno 12 minut, ker sem se štopala. Ne, in ti lahko kaj preberem, pa si pol ti sam. Ok, anagram. A ja, ne moram to kar preklinja. Ne moram to, sorči. Kdo hoče odgovore? To spet, ODJ, ne se veš. Tam imaš sliko na steni, glej in molči. Jeba, te odgovori. Jezus, no, kaj pa tole? Ok. Piskaj ljubezni vam točim v skodelice, izbruhajte krutost, vrat iz vesolja ni. Pomagaj grdim bruhat grozo in kuhaj čaj za vse duše. Ok, zdaj še kakor to kul, ampak ni mi pač več všeč, sorry. Tako da, če je to prebral, napiš mi komentar. Dobro jutro. Najprej, da ti preberem citat, ki je fenomenalen. Najbolj smo zasvojeni z govorjenjem o svojih težavah. Odpravi to razvado. Govori o svojem veselju. Rita Šijano. In to je tako res. Jaz vam hočem govoriti. Če me kakšne stvari muč, ok, Saško že, ali pa tako, da bi pa jaz zdaj vsakmu razlagala, tako kot nekateri, ne, ker se mi to zdi toliko nepotrebno, pa itak ima vsak svoje težave, lej. Pa tudi ni vsak vreden, da ve za tvoje težave. Tako. Čin. Prebrala sem telega Malega princa, pač se vemo, klasika znan. Tole je pa srpsko, ne, piši kao što govoriš. Antoine de Saint-Exupéry. Tako. Potem sem še prebrala poezijo od Zale Đurić, Ljubavi. To sem kupila, da se ne spomnim lanskega, predlanskega. Pač ful lepa poezija. To pa je res tako lepa poezija. In ful priporočam. To je v bistvu njena druga poezija, prve knjige nimam, tako da če daj naletim v knjigarni, po mojemu kar kupila. A ja, tole sem, Mali princ sem brala v bistvu v srbščini, kakšna beseda dve, no, nisem razumela. In pa še requesti za pozdrave, pozdravljam Saro in pozdravljam Genito ali Genito, sorry, zdaj ne vem, kako se zgovori, oganam pozdravčki, dragi šel po pico, da se mal prvoštva neki
okusnega. Tako da ja, pa še naprej počivati, pa bo pa v bistvu že konec nedelje, jutri spet delati. Pa bom še pokazala klip od pice, ampak tle bom tako zaključila. Hvala, da si tle, hvala za podporo, hvala, da si prijazen, prijazna, rada te imam, se gledamo naslednji teden.